Kaj je zlati rez? Zlati rez je poseben način delitve daljice ali je prostora, kjer je razmerje med manjšim in večjim delom enako kot razmerje med večjim delom in celoto. To razmerje je približno 1:6. Ljudje ga doživljamo kot naravno, lepo in harmonično. Zlati rez v risbi in sliki. Umetniki in arhitekti so ga uporabljali že v starem Egiptu, Grčiji in renesansi. V risbi ali sliki pomeni, da motiv, naprak drevo, oseba, hiša, predmet postavimo tako, da se nahaja v točki zlatega reza, ne čisto na sredini in ne čisto na robu. To ustvari uravnoteženo in prijetno kompozicijo. Primeri uporabe zlatega reza, Leonardo da Vinci ga je uporabil pri Mona Lisi. Narava ga pozna v spirali polža, listih, cvetovih sončnice. Danes ga uporabljamo tudi v fotografiji, oblikovanju, arhitekturi in logotipih. Enostavno za učence. Če rišeš sliko, naj bo glavni motiv malo zamaknjen od sredine, tam, kjer pade zlati rez. Tako bo slika bolj naravna in lepa. Kako ustvarimo tridimenzionalnost z risbo? Tekstura. Tekstura pomeni površinsko strukturo, hrapava, gladka, mehka. Če jo narišemo z različnimi potezami, pikice, črtice, križanje črt, predmet dobi bolj realističen videz. Primer, lubje drevesa narišemo z nepravilnimi črtami, da deluje hrapavo. Grafična modelacija. S svinčnikom ali barvo ustvarimo prehode od svetlega do temnega. Tam, kjer svetloba pada, pustimo svetlo. Kjer je manj svetlobe, senčimo temneje. S tem predmet dobi prostorsko obliko. Primer, krog postane krogla, če ga usenčimo tako, da je ena stran svetla, druga pa temna. Kombinacija teksture in senčenja. Če združimo realistično teksturo in pravilno senčenje, predmet izgleda, kot da ga lahko primemo v roke. Primer, jabolko narišemo s prehodi svetlo-temno in dodamo rahlo lisasto teksturo njegove kože. Enostavno povedano za otroke. Tekstura, kako je površina videti, mehka, groba, gladka. Senčenje, kako svetloba in tema naredita predmet prostorski. Skupaj ustvarita, da narisan predmet ne izgleda ploščat, ampak prostorski. Kaj je tonsko slikarstvo? Tonsko slikarstvo je način slikanja, kjer umetnik posebno pozornost posveti svetlobi in temi, tonom. To pomeni, da predmet ne oblikujemo samo z barvo, ampak predvsem z odtenki, od zelo svetlih do zelo temnih. Tako ustvarimo vtis prostora, globine in realnosti. Kako ga prepoznamo? V tonskem slikarstvu je lahko barv malo, poudarek pa je na senčenju. Pogosto je slika videti skoraj kot črno-bela fotografija, a z zelo bogatimi sivimi prehodi. Lahko pa uporabljamo tudi barve, vendar morajo biti razporejene glede na svetlobo in temo. Uporaba v umetnosti. Umetniki so tonsko slikarstvo uporabljali že v renesansi in baroku. Ne vprašaj Caravaggio, Rembrandt. Ti slikari so s kontrastom med svetlobo in temo ustvarili zelo dramatične in močne učinke. Danes tonsko slikanje uporabljamo pri vajah v likovni šoli, ker uči učence videti svetlobo in senco. Enostavno povedano za otroke. Tonsko slikarstvo je, ko ne slikamo samo kaj je, ampak tudi kako svetloba pada nanj. In tako stvari na sliki izstopijo, kot da so resnične.